Pater Damjan Ristič je jezuit, biblični teolog in rektor jezuitskega kolegija, kjer se nahajamo. V njem tudi predava pa tudi na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, teme kot so biblična teologija, judovstvo, hinduizem in pa sodobna verska gibanja. Na Ljubljanski univerzi je študiral splošno jezikoslovje, bibliotekarstvo in filozofijo. Teologijo je študiral v Londonu, izpopolnjeval se je tudi kot psihoterapevt na londonski Westminsterski pastoralni šoli in kot duhovni spremljevalec v okviru formacije za duhovne spremljevalce angleške province Družbe Jezusove. Je začetnik šole za duhovne spremljevalce v Sloveniji. Odgovoren je tudi za usmerjanje formacije za duhovne poklice. Licenco iz biblične teologije pa je zaključil v Boston College, Massachusetts. Pater Damjan, izvolite, beseda je vaša. Pred kratkim sem imel en pevski koncert, pa za trenutek nisem vedel, ali bi začel pet ali bi začel predavati temo, ki jo imamo tukaj pred sabo. Vsekakor je tema, ki ste jo nekako izbrali za ta mesec, v tem letu, ponavadi imamo vsaj eno biblično, zame osebno zelo zanimivo. In sicer moram povedati, da sem do modrosti, do knjig modrosti počasi dobival nek odnos, ker ponavadi, ko se študira Sveto pismo, so dokaj na hitro omenjene, veliko bolj so pomembne mogoče nekatere druge, kot so Mojzesove knjige, kot so zgodovinske knjige. Tudi psalmi na nek način so včasih bolj pomembni. Pa vendarle, jaz sem prišel do neke ugotovitve, pa nisem edini, da so modrostne knjige zelo dobro izhodišče za študij celotnega Svetega pisma. Bomo videli, zakaj. Najprej pa se obrnimo k prvemu poglavju knjige Pregovorov. Danes bomo govorili pretežno o treh knjigah Svetega pisma, ki so nekako klasificirane kot modrostne knjige. To so Pregovori, to je Job in to je Pridigar. Seveda imamo katoličani še druge knjige, recimo Sirahova knjiga je zelo poznana in pa knjiga modrosti, Salomonova knjiga modrosti. Obe knjigi obstajata kot deuterokanonični knjigi in nista nič manj pomembni, se mi zdi, zelo veliko pomagata tudi pri poglabljanju modrosti, kot prejšnje tri. Ampak ponavadi so te tri tiste, o katerih govorimo. Prva je mogoče najbolj tipična knjiga, o kateri razmišljamo, Razprava o modrosti, tako se začnejo Pregovori. Pregovori Salomona, sina Davidovega, kralja Izraelovega. Vsi poznamo Samuela, oziroma vsi poznamo Salomona kot modrega kralja. To je bil kralj, ki je imel na izbiro, v sanjah se mu je Bog pokazal in ga nagovori in Salomon, karkoli me boš poprosil, to ti bom dal. In Salomon si je zaželel kaj? Zaželel si je razsodno srce, se pravi srce, ki je sposobno modrosti, ki je sposobno pravega in pravičnega odločanja. In z tega področja imamo tudi potem zgodbo o Salomonovi razsodbi, se spomnite. Se pravi, Salomon je bil sposoben uporabiti modrost v situaciji sami. Poznal je, mislim tukaj legendarno, glede Salomona, on je bil tudi, zbral je preko 1000 pregovorov, napisal preko 1000 pesmi, poznal je naravoslovje, ptiče, plazivce in vse te živali. To se pravi, Salomon je modrostna oseba par excellence, se pravi, bolj modre osebe, kot je kralj Salomon, ni bilo. To je, rekel, en tak motiv, ki se pojavlja v knjigah, ki so povezane z modrostjo tudi. Zdaj sem omenil te knjige, sicer pa obstajajo še modrostni psalmi. Ne bomo se z njimi ukvarjali prav posebej, ampak lahko samo omenjam. Recimo prvi psalm, pa začnimo z branjem tega psalma, spada med takšne psalme.
morda se spomnite, kako prvi psalm gre. To je psalm 1 in pravi, 2 poti življenja. To je že moraš biti moder, ne, da razumeš 2 poti življenja. In pravi tako, blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, temveč se veseli v Gospodovi postavi in premišljuje njegovo postavo po dnevi in po noči. Tak je kakor drevo zasejano ob potokih voda, ki daje svoj sad ob svojem času in njegovo listje ne ovene, vse, kar dela, uspeva, ni pa tako s krivičnim, temveč so kakor pleve, ki jih veter raznaša. Zato krivični ne bodo obstali ob sodbi, ne grešniki v zboru pravičnih, zakaj Gospod pozna pot pravičnih, pot krivičnih pa vodi v pogubo. Tako, zdaj to je bil en tak psalm, se mi zdi, ki je dober uvod tudi v knjigo pregovorov, o kateri bomo zdaj posvetili nekaj časa. Pregovori so pripisani kralju Salomonu, pregovori Salomona, sina Davidovega, kralja Izraelovega. To se pravi, če prebereš nekaj takega, potem mora biti tukaj precej modrosti. Če je to Salomonovo, veste, da moramo to brati, ne? To je tako. Ja. Kako so te zbirke nastale, mogoče bom povedal kasneje, ampak zakaj so nastale, pa recimo poglavja od 1 do 9 knjige pregovorov govorijo same. Za spoznavanje modrosti in vzgoje, za razumevanje razumnih izrekov, za sprejemanje vzgoje k dojemljivosti, pravičnosti, razsodnosti, poštenosti, da bi dajali preprostom previdnost, mladeniču znanje in preudarnost. Se pravi, gre za spretnost, ki jo človek pridobi ob prebiranju pregovorov, in ta spretnost je uporabno znanje. Hokma, beseda v hebrejščini, pomeni spretnost oziroma uporabno znanje. Sam izgovor, sam po sebi ima nek pomen, ampak nima tako močnega pomena, kot je to v življenjski situaciji. Tako da tisti, ki je moder, zna prizemljeno razmišljati o pregovorih. Pregovori, za razliko od orakljev, ne, spoznate oraklje, preroški izreki v knjigah prerokov in podobno, ali pa nimajo značilnosti zapovedi, kot so v Mojzesovih knjigah. Imajo pa drugo značilnost. So neke vrste zbirka ljudske modrosti. To ni božja modrost, to je človeška modrost. Zdaj, preko te človeške modrosti, preko generacij, ki so spoznavale, kaj je dobro in prav, in se tisti, ki se poglobi v pregovore, bo postal moder. Še posebej, če bo teh pregovore znal uvesti v svoje življenje. To se pravi praktično znanje. Modrost ni, bi rekel, toliko tista, veste, ko razmišljamo o človeku, ki je moder, ki zna lepo dobro razmišljati, ampak ta, ki je sposoben razmišljati in svoje razmišljanje in odločitve uveljavljati v življenju. Namen je, da razviješ spretnost za dobro življenje v Božjem svetu. Se pravi, cilj je dobro življenje. Zdaj, kaj so pogoji za to, da lahko pridemo do modrosti? Ste kdaj slišali za strah Božji? Strah Božji je začetek modrosti in to pomeni, da ne da trpetamo od strahu in se skrivamo pred Bogom, ampak pomeni to, da živimo prizemljeno in spoznavamo Boga kot višjega, kot modrejšega, kot na nek način bolj relevantnega kot moja sama mišljenja ali pa moji občutki. To se pravi, to je strah Božji. Kasneje bomo to pri Jobovi knjigi nekoliko drugače pogledali. Potem strah Božji je tudi moralni pogled na svet. Na tem svetu je dobro in na tem svetu je zlo in je tudi vse, kar je vmes. Ampak pregovori po sebi so tako napisani, da je nekako so
na dve skrajnosti, ali je samo slabo ali pa samo dobro. Končno je tako. Vmes je lahko zgodba teče malo mešano, ampak zaključek, kaj je res dobro in kaj ne, se bo videlo šele na koncu. Zato je moder človek tisti, ki se boji Boga in posluša na svet očeta. Pregovorov je tukaj, se pravi, kar nekaj poglavij, od 1 do 9 je nekako uvod, kjer se predstavi modrost in pa oče. Oče je prvi, ki predstavlja modrost. Drugi je pa gospa modrost, ki je nekako žensko poosebljenje tega, k čemer vsak človek stremi. Nekak princip velja, da če se držimo modrosti in strahu Božjega, potem bomo dosegli vrlino, dosegli bomo uspeh in pa mir. To so nekako rezultati človeka, ki se poglablja v modrost in posluša očeta. Drugi pa seveda, če se ne izogiblješ zlu in neumnosti, potem je rezultat sebičnost, uničenje in sramota. To je, tako bi rekel, na nek način zelo poenostavljeno rečeno. No, poglejmo še naprej. Modrost v Svetem pismu, to sem že rekel, ni isto kot zapoved ali prerokba, je izrek. In izreki, ki so jih zbirali, ki so zbrani v Svetem pismu, niso izjema. Tudi druge kulture, stare kulture so imele zbirke pregovorov. Tako imamo babilonske zbirke pregovorov, tako imamo recimo egipčanske zbirke pregovorov. In ravno recimo iz Egipta je cel odlomek iz neke egipčanske, trenutno se ne spomnim natančno, je dobesedni prepis iz te egipčanske knjige modrosti tudi v pregovore. Tako da to je bilo nekaj splošnega. Zakaj so zbirke pregovorov nastajale? Zato, ker so pač želeli to znanje oziroma modrost skompilirati, ohraniti za naslednje generacije. Še ena zanimivost, zakaj pregovori in zakaj kar nekaj ohranjene literature na tem področju. Namreč ljudje so se učili in postajali pismeni. Kaj bi dali človeku, ki se uči pisati, da se uči pisati? Najboljše kakšne pregovore, se pravi krajše, za začetnike predvsem. Ne? Recimo nekaj takega, kot je, poglejmo kakšen, recimo pregovor, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. To se pravi, zdaj, ko si ti mladi deček in pišeš na tablico, ne, potem se splača take stvari pisati, ker se lahko zmotiš, ne, pa napišeš tam, ker drugemu jamo koplje, tam dlako, zmotil sem se, brišemo, ne. To se pravi, je šlo tudi za didaktično literaturo, kjer so se predvsem dečki učili pisati. In hkrati je bil tak učbenik teh pregovorov, je bil tudi kompendij pregovorov je bil tudi učbenik za modro življenje. To se pravi, mladeniči, ki so se učili pisati, ki so postajali pismouki, so ne samo se naučili črke pisati, ampak so se naučili tudi nekaterih modrosti. In nekateri izmed njimi so postali tudi pisarji, pismouki, ki so prepisovali postavo in druge knjige. Nekateri pa so enostavno šli v vode, računovodske in podobne vode, ko so zapisovali, kdo je komu kaj dolžen ali kaj podobnega. Ne? Tega je kar veliko ohranjeno v starem svetu. Tudi v Izraelu je nekaj podobnega. Torej, spoznali smo, zakaj so te pregovori. In poglejmo mogoče pesmi, 4 pesmi, ki so v poglavjih 1 do 4 Gospe modrosti. Mogoče samo povem, o čem so.
učite se od mene, je prva modrost. Se pravi, to, da se človek uči, je ena najbolj modrih stvari. Živimo v moralnem vesolju. Vse, kar je v tem vesolju se dogaja, ni samo fizikalno dejstvo, ampak tudi moralno dejstvo. V to se bo kasneje Job še bolj poglobil. To se pravi, dobrota in pravičnost sta resnične stvari, resnična cilja, za katere se lahko borimo. Oziroma, če jo ignoriramo, to delamo sebi v pogubo. Tako pravi oče sinu, ne pozabi mojega nauka, tvoje srce naj se drži mojih zapovedi, kaj ti pomnožile, ti bodo število dni in let življenja. Če je človek moder, boš dolgo živel. Morda. To se pravi, te stvari niso neproblematične. In knjiga pregovorov ima to dokaj poenostavljeno. Se pravi, v glavnem lahko rečemo, v glavnem, če človek modro živi, bo tudi dolgo živel. V glavnem, če bo človek pravičen, bo tudi pravico izkušal. Ampak vemo, da ni nujno tako. Vemo, da ni nujno tako. Zakaj? Recimo so te pregovori veljavni do neke mere. Ravno zaradi tega, ker je življenje veliko bolj pestro. Ni vsak pregovor, ki se ga izreče, v vsakem primeru resničen. In tudi to je modrost, do katere moramo priti. Tja nam bo pomagal pridigar. Poglejmo naprej. Torej, pregovori, ki so v tej knjigi, so praktično glede vsakršne življenjske zgodbe oziroma življenjskih stvari, ki jih izkušamo. Poroka, govor, družina, alkoholizem, vse te stvari so, v katerih vrednost dobrega imena, recimo tukaj poglejmo tole 22. poglavje. Dobro ime je boljše kakor veliko bogatstvo, priljubljenost je boljša od srebra in zlata. To je en tak tipičen pregovor. Veste, kako se reče pregovor v hebrejščini? Se mu reče uganka. Se pravi, ne rečemo pregovor, ampak rečemo uganka. V tem smislu pomeni, da s te uganko se moramo ukvarjati. Ni direktno ne pomeni to, kar piše nujno. Do določene mere ja, do določene mere pa ne. Poznate nekoga, ki je bil Jud, pa je na podoben način učil? Jezus, ne? Jezus je učil s pomočjo pridig, pa tudi kakšnih pregovorov. Predvsem je izrekel stvari, s katerimi se morajo ljudje ukvarjati. In ukvarjajo se samo tako, da te stvari, ki jih slišijo, obrnejo nase, na svoje življenje. In na ta način postajajo modri. Ja. Kaj ti prijetne ti bodo besede, namreč modrih ti bodo prijetne, če jih boš ohranil v svojih prsih, če se bodo vse utrdile na tvojih ustnicah. Kaj je torej vidik tega? To je bolj kot pregovor, je to poziv, je nek nauk, drži se tega. Se pravi, vse te pregovori, ki so tukaj, v njih razmišljaj. Veste, to ni tako lahko brati pregovore, zato ker je to tako gosto. Če se recimo lotimo, bom en daljši pasus prebral, pa bomo videli, koliko časa lahko sledite. Prav? Ogromno je tega. Dobro ime je boljše kakor veliko bogatstvo, priljubljenost je boljša od srebra in zlata. Bogati in revni se srečujeta, Gospod je naredil oba. Previdni opazi zlo in se skrije. Prostaki rinejo naprej in se poškodujejo. Napredek ponižnosti je strah Gospodov, bogatstvo, čast in življenje. Lovilne pasti so na poti izprijenega. Kdor pazi na svoje življenje, se jih nadaleč ogiblje. Še sledite, kje smo? Še lahko, bravo, jaz se že malo zgubljam. Namreč, ker niso, bi rekel, nujno smiselno nadaljevanje, ampak so zbirke, ki nekako so zbrane pod določene
določena gesla, recimo tukaj gesla so dodana predvsem kasneje. Ni dobro ozirati se v sodbi na osebo. Kdor pravi krivičniku, ti imaš prav, mal čuden pregovor, tudi ni bi rekel prevod najboljši, ampak z njim se moramo zdaj ukvarjati. O čem pravzaprav govori? Ni se dobro ozirati v sodbi na osebo. Ok, dobro, to je mal prevod je naroden. Po domače povedano, ni dobro soditi ljudi. To je to. Zdaj, če pregovor je malo čudno zavit, je to tudi zaradi tega, da se ustavimo. Ker če bilo čisto samo jasno, ne soditi, Jezus reče, ne sodite, da ne boste sojeni, je tisto malo bolj jasno. Tukaj pa kaj zdaj to pomeni? Ozirati se v sodbi na osebo. Malo več noter. Recimo, ne zalezuj kot krivičnik prebivališča pravičnega, ne razdiraj njegovega ležišča. Kaj bi to bilo? Krivičnik, tukaj sta dve stvari. Ko gre krivičnik v prebivališče nekoga, je lahko tat, lahko je pa tudi nekdo, ki bo prevaral moža, ženo. Oziroma, žena bo prevarala moža. Ne zalezuj njegove postelje. Je tako naprej. Tukaj potem, ko si predstavljate, da prepisujete tega še in še, počasi razmišljate in se pogovarjate o teh stvarih. Torej, to velja, pa tudi ne velja. Recimo Job je knjiga, kateri gremo malo kasneje, ravno pravi, da morda pa to ne velja. Morda pa to ni tako enostavno. Morda je pa to zelo zgrešeno tako razmišljati, da pravični zmeri žanje pravico in tako naprej. Tole je neke vaje gor, rjujejo. Ja. Dobro. Zdaj, knjiga pregovorov se zaključi z Agurjevo pesmijo. Agur je nekak človek, ki je dobro razumel, kako študirati pregovore in je ideal modre osebe. Potem imamo pa še Lamuela, kralja, ki ni Izraelec in ki se da poučiti svoji mami. In potem mama pove, kaj to pomeni biti, kaj je dobra ženska. In pohvala vrli ženi, morda ste slišali to. Vrlo ženo, kdo jo najde. Njena vrednost je daleč nad biseri, srce njenega moža zaupa vanjo, povračila ne pogreša, izkazuje mu dobroto in ne hudega, vse dni svojega življenja skrbi za volno, lan in dela s pridnimi rokami, je kakor trgovčeva ladja, oddaleč prinaša svoj kruh, vstaja, ko je noč in daje hrano svoji družini, obrok svojim otrokom, ogleda si njivo in jo kupi z zaslužkom svojih rok, zasadi vinograd, opasuje z močjo svoje boke in utrjuje lakte. Mišičasto. Ja, to se pravi, tukaj je mehen tudi, če boš iskal svojo ženo, bodi modri, nekaj takega išči. Torej, če tudi je kupčija zanjo ugodna, njena svetilka po noči ne ugasne, se pravi, nikoli ne neha delati, čeprav so že lahko neki imajo, ampak njena vrlina je, da dela. Čestitk nimajo, da bi rekel, za trenutek ne odloči svoje delo. Svoje roke izteguje k preslici, njene dlani prejemajo vreteno, svojo dlan odpira potrebnemu, svojo roko podaja ubogemu in tako naprej. Za svojo družino se ne boji snega, kajti njena družina ima dvojno obleko in tako naprej. Torej, tukaj je na koncu pregovoru sta moški ideal, ki spoštuje in se uči od pregovorov in pa seveda ženski ideal. Dobro, zdaj, če gremo mehen pustimo ideale, pa se zdaj premaknemo k pridigarju bomo šli, kar k pridigarju najprej
In sicer je Pridigar zelo zanimiva knjiga. Ste kdaj brali ga? Ne? Jaz mislim, da ga boste brali potem, ko boste spoznali. Pregovor je mogoče malo težje, ampak Pridigar je pa verjetno boste brali. Ker je presenetljiv. Kaj pomeni, vprašanje namreč ta knjiga, ki ga zastavlja, kaj sploh pomeni živeti dobro na tem svetu? Mi lahko tako rečemo, dobro živeti pomeni to in to in to. Pridigar pa reče, a je to res, da je to dobro? Se pravi, in se obrne proti optimizmu. In optimizem je ta, ne, če živiš strah Božji in iščeš modrost, potem bo vse okej. Pridigar pa je skeptik in pravi, misliš, da če boš v tem življenju iskal modrost, se motiš, da boš našel uspeh. Življenje na tem svetu je namreč brez smisla. Pridigar. Ne Sartre, francoski eksistencialist, nihilist, ampak Pridigar. V svetu je to življenje nima smisla in vse je ničevost. Havela, to se pravi, to je beseda hebrejska, pomeni dim. Ali pa mogoče para, lahko tudi. Abel je iz tega imena izhaja. Sapica, Abel, drugi sin, ne, se pravi, prvega para. In zdaj, ko beremo tega Pridigarja, se znajdemo v eni čudni situaciji, ko rečemo, ja, kaj zdaj? Mi smo pa taki optimisti bili, ne? In Pridigar je nekakšen skeptični učitelj. Knjigo je napisal nek pisar in zbral je, tukaj spet gre za to, da gre za Salomona. Da je Salomon tisti Pridigar, ki je v svojem življenju praktično vse spoznal in je gotovo, da je vse brez veze, po domače povedano. Ampak avtor, ki je zapisal te njegove pridige, Pridigarjeve, potem na koncu naredi svoj povzetek in zaključi knjigo po svoje. Pa poglejmo malo to knjigo si malo bolj od blizu. Torej, samo da najdem Pridigarja. Nič se bati teh ljudi, gorniki delajo, ne vem kaj, jamrajo, ampak mogoče so ugotovili, da nima smisla. Ja. Pregovori. Aha, ok. Torej, besede Pridigarja, Davidovega sina, kralja v Jeruzalemu. Kdo je to? Salomon. Nečimrnost čez nečimrnost, pravi Pridigar, nečimrnost čez nečimrnost, vse je nečimrnost. Se pravi, dim, 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 vse je dim, brez veze je. Kakšen dobiček ima človek od vsega svojega truda, s katerim se muči pod soncem? Rodovi odhajajo, rodovi prihajajo, svet pa vedno ostaja, sonce vzhaja, sonce zahaja, hiti proti svojemu kraju, odkoder vzhaja, veter piha proti jugu in se obrača proti severu, obrača, piha, veter vedno znova se obrača, vse te reke teko v morje, a morje se ne napolni, v kraj, kamor teko, tja vedno znova, vse reči so utrujajoče. Človek se jih ne more razložiti. Oko se ne nasiti z gledanjem, uho se ne napolni s poslušanjem. Kar je bilo, bo spet, kar se je zgodilo, se bo spet zgodilo. Kot da bi nekdo gledal poročila, ne pa. Kaj je, o čemer bi se reklo, glej, to je novo. Bilo je že zdavnej, v starih vekih, ki so bili pred nami. Naprednike ni spomina. Tudi na zanamce, ki še bodo, ne bo spominja na nje, pri tistih, ki bodo živeli pozneje. Dobro, to je ena slika, prva slika, ki jo naslika tale naš Pridigar in tako nas bije dobro voljo in se mogoče z njim vred začnemo spraševati, mar ni to res. Potem druga stvar, ki jo reče, modrost oziroma bogatstvo, izobrazba, to je brez veze.
To nič ne pomaga. Kaj ti pomaga, če vse si spoznal, pa vse si preštel, bogatstvo, če imaš ne vem koliko bogatstva, tudi tukaj in imel dekle, hlapce, črede goveda in tako naprej, pravi on zase, postal sem velik, presegel sem vse in vsi, ki so bili z menoj v Jeruzalem, tudi moja modrost je ostala pri meni. Ampak vse skupaj je ničevost in lovljenje vetra. Ni dobička pod soncem. To se pravi, če si predstavljate dim, ko ga skušaš ujeti, recimo, da kaj se nekaj kadi in skušaš ujeti dim, a ga lahko ujameš, ne moreš. Tako tudi človek smisla v življenju ne more ujeti. Presenetljivo, ne? Tako ni glih tako zelo. Nismo navajeni take stvari v Svetem pismu brati. Seveda, če pa beremo Sveto pismo celo kot tako, bomo pa veliko tega videli. Ok, isto je z modrostjo. Ni sreče, malo vas moram še matrati s tem, ni sreče v človeku, ki je in pije in izkazuje čast svoji duši, dobroto svojim trudom. Videl sem, da je tudi to iz Božje roke, da človeški trud tukaj nič ne doprinese. Bogu je vse to nečimrnost in lovljenje vetra. To se pravi, kakorkoli bomo zdaj rekli, bo pridigar potem na koncu rekel, vse to je, nima smisla. Okay. Druga stvar, ki jo ugotovi, je namreč, da na koncu vsi umremo. To je še eno tako sporočilo. Vsi umremo, vsa ta dejavnost, vsa norost na tem svetu ima en sam cilj in to je smrt. Ista usoda, ki jo imajo živali, jo ima tudi človek. Dih se vrne k Bogu in telo se vrne k zemlji. Torej, življenje je poljubno. Poljubno pomeni, da tekma se ne izide nujno v zmagi, tudi če si dober tekač. Niti bitka se močnemu nujno ne izteče, niti modri niso nujno modri, niti bogati niso nujno bogati, niso izobraženi, ni nujno, da so modri. Vse na tem svetu vodita čas in naključje. Ja, to je komentar. Ničesar v življenju ne moreš obvladati, preveč je vse. 40krat se izreče, da je vse ničevost, da je vse dim. Tako kot dim je življenje neobvladljivo. Pa vendarle pravi potem pridigar na koncu nekaj, kar nas lahko malo potolaži. Vseeno pa je vendarle dobro spoznati modrost in živeti v strahu Božjem. Čeprav to ne prinese kaj dosti, ampak ne garantira uspeha. Ampak ena stvar, ki jo pa lahko človek naredi, je, da živi svoje življenje tako, da ga živiš v tem trenutku. To, kar je v tem trenutku, to je tisto, kar resnično je. Lahko obvladaš edino odnos do tega trenutka. Ne do prihodnosti, ne do preteklosti. To je vse neobvladljivo. Ampak ta trenutek je pa tisti, v katerem se odločaš in je trenutno res, se pravi, modrost je ravno v tem. Nehaj se naprezati, izberi prijeten pogovor s prijateljem, uživaj sonce na obrazu, obrok z ljudmi, preproste stvari, dobre in slabe. Dobre in slabe. Ne vem, mogoče se ne strinja. No, ker so besede, pridigarove besede, tako recimo temu temne, ali pa na koncu morda realistične, avtor knjige naredi potem svoj zaključek. Tak je zapisal to in reče, pri tem, kar si prebral, hočem, da ne izgubiš upanja, temveč, da živiš to življenje
tako da ješ, piješ in se veseliš in se bojiš Boga. Vendar le to na nek način ostaja. Strah Božji in izpolnjevanje zapovedi je več kot naše vedenje. To se pravi, če se bojimo Boga, itak nas Bog presega, se ga splača bati. Čeprav ne vidimo nič, zakaj gre. Drugo pa izpolnjevanje zapovedi, ki so od Boga, so veliko bolj modre, kot pa mi moramo modri biti. To se pravi, da je modrost se pravi v tem trenutku in hkrati kljub temu, da nič ni jasno in da je vse brez veze, vendarle zaupati v Boga. Modrost morda nekonvencionalna, morda ki prihaja iz izkušnje človeka, ki je veliko videl, naredil, živel in na koncu prišel do te ugotovitve. Zdaj, imamo še bolj komplicirano knjigo. Okay? In ta knjiga je Jobova knjiga. Vsi poznate Joba, veste, kdo je. Je ne Jud, se pravi, ni Jud, živi v neki deželi Uz, za katero se ne ve, kje je. Se pravi, da gre za neke vrste simulacijo. Poznate simulacijo? Zgodba kot simulacija, v kateri se odprejo določene teme, ne, ki so tukaj, predvsem vprašanje trpljenja in zla. In zakaj to obstaja, če obstaja dober Bog. In v tej knjigi se krešejo misli in prepričanja in skušajo ugotoviti, kako bi se vendarle dalo dognati, kaj je modrost in kaj je zlo in zakaj je eno in drugo. In tretje, in kako dognati do konca, kako funkcionira Bog. In kot bomo videli, to ni mogoče. Prva scena, slika, nebo, nebeški dvor. Bog sedi tam in se pred Božjimi sinovi, se pravi nekak angelskimi entitetami, bitji, pravi, ste videli Joba, mojega služabnika, pravičen je v vseh stvareh in nobene krivde ne najdem na njim. In verjetno tisti nebeščani rečejo, ja, pa res. Ne. Potem pa pride nekdo, ki se imenuje Ha-Satan. To pa je še eno tako angelsko bitje, ki pa ima določeno funkcijo. In funkcija je, da je nasproten Bogu. Ne na način kot recimo hudič ali kaj podobnega, ampak Ha-Satan pomeni nasprotnik. Kasneje je hudič dobil ime po Satanu kot nasprotovalcu, ampak tukaj v tej zgodbi to ni to. On je pač neke vrste advokat ali pa bi rekel tožnik za to, da se izkaže, a je pravičnost ali ni pravičnost. In zdaj reče, ja, seveda, Job je dober, pravičen človek, zato ker ima vse. Ker je bogat, ker ima veliko otrok, živine in zaradi tega je on dober. Ker se mu to izide. Splača se biti pravičen, ker se ti to izide. Potem, da si blagoslovljen. Potem reče Satan, oziroma ta tožnik, ne bom rekel Satan, ker bom rekel kar tožnik, ali pa nasprotnik bom rekel, reče, ja, vzemi mu zdravje, vzemi mu vse, kar ima in te bo obraz prekovnil. Ne? In ta kupčija tam nekje med Bogom in Satanom, tožnikom, oziroma nasprotnikom, se zdaj odvije kozmično, se pravi v tem svetu, kjer živi Job. Satan udari zdravje, on izgubi vse otroke, živino, vse, samo žena nekako preživi in potem on zboli. Drugič, ko že ima ta pogovor, zboli, ima čire, psi prihajajo pa ližejo njegove čire in tako naprej. In on sedi v pepelu in ne žali Boga, pridejo njegovi prijatelji, neki možakarji in so z njim v tišini en teden dni
in čutijo njegovo bolečino in v tej bolečini razmišljajo, pravzaprav, kaj je moral Job narediti narobe, da je tako kaznovan. In to bo potem tema praktično vseh poglavij, 32 poglavij razprave o tem. Job pa ni grešil, ampak je, samo malo, da najdem Joba. Job, ja. Pred psalmi. Dobro, bom prebral, kako je Job reagiral na to. Kako je Job reagiral na to, da je vse zgubil. Ni grešil. Potem je Job odprl svoja usta in je preklel svoj dan in je rekel, naj zgine ta dan, ko sem se rodil. In noč, ko so rekli, deček se je rodil. Tisti dan naj se spremeni v temo. Naj se zanj ne meni Bog zgoraj, dan naj ne sije svetloba. Naj se tega polastita tema in smrtna senca, naj visi nad njim oblak, naj ga preganjajo, kakor tisti, ki imajo dan žalovanja. Naj jo zavržejo preklinjevalci dneva. Naj otemnijo zvezde njenega somraka, za manj naj čaka na svit. Naj ne vidi trepalnic jutranje zore, ker ni zaprla pred menoj materinega telesa in ni prekrila trpljenja mojim očem. In tako naprej. Čemu se daje luč trpečemu? Življenje zagrenjenemu v duši. Tem, ki hrepenijo po smrti, pa ne pride, ko jo iščejo bolj ko zaklade in se veselijo pokopa in se radujejo, ko najdejo grob možu, ki mu je pot prikrita in ga Bog ogradi, vsak danji kruh je moje vzdihovanje. Kakor voda se razlivajo moji kriki, kar mi je zbujalo grozo, me je zadelo, nimam miru, nimam počitka, nimam pokoja, prišel je trepet. To se pravi, tako bi rekel Job, obžaluje dan, ko se je rodil, noč, ko so prekleta, ko so rekli, rodil se je deček. Vem, da je to težka stvar, ampak pri vsem tem Job ni grešil. Ni preklel Boga, čeprav ni razumel, zakaj gre. Preklel je pač dan in svoje rojstvo in svoje trpljenje. Zdaj pa njegovi prijatelji rečejo, čakaj, ti ne moreš tako govoriti. To ne gre. Boš užaljen, če ti kdo poskuša odgovoriti na tole, kar si zdaj le povedal. Glej, številne si poučeval in krepil si utrujene roke, omahajoče si dvignil in tvoje besede so bile, omahajoče so se dvigali besede, utrjeval si klecava kolena, bil si včasih fejst možakar, po domače povedano. Kako zdaj, da zdaj take stvari govoriš, ne? In potem reče, Božja sodba je pravična, prikradla se mi je skrivnostna beseda, pri igri misli v nočnih sanjah, ko globoko spanje objema ljudi, me je spreletel strah in trepet in mi pretresel vse kosti, neki duh je šinil čez moj obraz, dlake po mojem telesu so se me naježile, obstal je, pa ga nisem spoznal. Tako pravi Elifaz, skuša narediti vtis na Joba, da to, kar bomo zdaj povedal, je bilo nekaj posebnega, izjemnega je on doživel in zdaj bo on povedal njemu, kaj je res. Zlo zadeva bedake, mu je rekel. Rešitev je samo pri Bogu, tolažilne obljube mu daje. Job pa pravi, da bi kdo stehtal mojo žalost in obenem položil na tehtnico moje trpljenje, nič ne pomagajo tvoje besede, Elifaz. Kdor
prijatelju teka dobroto, zapušča strah mogočnega. V glavnem, tukaj je zelo gosta poezija, kot slišite, je zelo lepa poezija, močna poezija je. Ne? Joba je treba počas brati, mogoče celo na glas, mogoče celo malo dramatično, ker gre za neke vrste dialoge. Ne? Dajte si tako, bi rekel, duška, ko berete Joba, tudi čustva tukaj pridejo ven, zelo, zelo močna čustva. To je vse modrostna literatura. Se vidite, ta modrostna literatura ni naivna, kot bi človek pričakoval, ampak je zelo egzistencialistična, se pravi, zelo zadeva bistvo človekovega problema. Kako smo rekli dobro živeti na tem svetu. Pa ni enostavno. Fajn bi bilo, če bi rekli, aha, A, B, C. A, ne vem kaj, ali kaj podobnega, da bi bilo vse jasno, ne? Pa ni. Še posebej, kadar govorimo o Bogu. Dobro, potem dojel je Job, spravi, če nekako svet je pravičen in če ti trpiš, nekako temu pravijo njegovi prijatelji, si dobil, kar si zaslužil. Zelo neumno, ne? Če tako pogledamo. Pa spet ja, pa spet ne. Na nek način ja, ne? Na nek način pa gotovo, da ne. Ne moramo kategorijalno trditi, da je to tako. Kaj je nek otrok kriv, ki trpi? Zato, ker je neumen, ali kaj? Mislim, to nekako ne gre, ne gre ta logika tukaj skozi. Nekako Job besni in je jezen na Boga in zelo močne besede proti Bogu izreka, pa ne greši s tem. Po drugi strani pa spet reče, Bog je pravičen in moramo ga spoštovati. Tako je, bi rekel, razdvojen, razdeljen. Mislim, da mi vsi to poznamo na nek način, ne? Če smo nekako resni v nekem odnosu z Bogom, doživljamo to stisko pravzaprav tudi, ali pa bi rekel razdvojenost, ker ne vemo, zakaj gre. In na koncu Job reče, dosti je, dost. Zdaj pa samo eden mi lahko še odgovori na to. Bog sam. In pokliče Boga in Bog se manifestira pred njim v obliki nevihtnega oblaka, mogočen nevihta, in Job tam obstoji in Bog ga nagovori in mu da naslednje stvari mu pove. Popelje ga na neko vrste popotovanje po vesolju, pokaže mu neizmernost vsega, zapletenost vsega in pravi, lej, ti niti enega dneva ne bi zmogel upravljati z vsemi temi stvarmi, z vsemi temi vzroki in posledicami, ki jih nihče ne more niti dojeti. Ogromno je stvari, ki jih vidimo, pa jih ne razumemo. Kaj šele tistih, ki jih ne vidimo in jih ne razumemo. Bog pozna in razume vse te stvari. Potem na koncu Bog pokaže Jobu dve zveri. Ena je Leviatan, druga je Behemot. Leviatan to sta obe zveri, sta tako strašni, da če samo pomisliš na njih, te že lahko uničita. Ena predstavlja kopno, druga predstavlja morje. In Job potem reče, nič pa ne ve Job o tem, da so naredili kakšno stavo tam gor v nebesih. To je ena taka predzgodba, ki potem tudi zaključi to knjigo. In reče, ja, res je, ne vem, nisem Bog in ne morem teh stvari dojeti in razumem, če vsega tega ne razumem, da morda je tudi nek razlog za neko moje trpljenje in ena stvar mi ostane na tem svetu, da ostanem še naprej v strahu Božjem in spoštovanju zapovedi, pa naj mi bo dobro ali slabo. V nekem smislu je podobno, kot Pridigar zaključi, ne? Ste videli?
Pravi, nek tak življenjski realizem, človek v svoje meje, ampak v teh svojih mejah trpi, pa hkrati tudi uživa. Je ubog in ima prosperiteto. Je živ, je mrtev. To je Job, tako se zaključi in potem knjiga se pa zaključi na ta način. Namreč, samo malo, takole. Glej, premajhen sem, kaj naj ti odgovorim, svojo roko si polagam na usta, enkrat sem govoril, pa večkrat odgovarjal, dvakrat ne bom več poskušal. Odnehal je Job. Zdaj, Job dobi dvakrat povrnjeno vse, kar je izgubil. A je to nagrada? A je to povračilo? Ali kaj je? Odgovor je, da ne vemo. Ne vemo, kaj je. V bistvu modrost je v tem, da Boga, njegovih dejanj in vsega tega nikoli ne moremo res prepoznati, spoznati do konca, niti svojega stanja. Tukaj se mi zdi vendarle, recimo, da nam pride na pomoč tale naš dragi pridigar, ki nam je zagrenil življenje, ne, prej s tistimi temami, ampak po drugi strani pa nekaj optimizma kaže. Nekaj optimizma kaže. Pa tudi Jobov konec tudi kaže nekaj optimizma. Vendarle se stvari lahko obrnejo tudi drugače. Ni mogoče trpljenje zadnja beseda, ampak lahko da je tudi, se pravi, kaj obratno od trpljenja? Blagoslov, blagostanje. Ne? Tudi to lahko še pride. Modrostne knjige. Poglejmo, to smo že povedali. No, to so te 3 knjige. Se mi zdi, je popolnoma zadosti, če govorimo o modrostni literaturi, da omenjamo te, ki so nekako centralne. Čeprav Sirah je odlična knjiga, mogoče še boljša od pregovorov, je iz 2. stoletja pred našim štetjem. Včasih so mislili, da je obstajala samo v grščini, potem so pa našli tudi hebrejske izvirnike oziroma hebrejski tekst, ki je bil prepisan v grščino. Jezus ben Sira, to je bil tisti, ki je prevedel knjigo svojega deda Siraha v grščino. Ampak obstajajo tudi hebrejski teksti, ki so bili najdeni konec 19. stoletja, 1295. To imam ta podatek, ki imam v glavi, ker je dokaj recent, nedaven. Bom takoj pozabil naslednjič. Dobro. Se že na ura? Dobro. Potem pa mogoče zaključimo, še omenim knjigo Modrosti, ki pa je iz 1. stoletja, mogoče celo našega štetja, tam nekje na prehodu, mogoče celo pisana v času Jezusa, pa ni nujno, da ima kaj veze z njim, ampak v tistem času je nastajala tam nekje, težko je reči datacijo natančno. Je pa knjiga, ki razmišlja o modrosti kot modrosti, kot neke vrste alegoriji. Je pa bolj podobna grški filozofiji. Želi biti par grški filozofiji. Tako da ta knjiga je zelo zanimiva, lepa, poetična na svoj način. Prej pa sem eno drugo stvar sem rekel in s katero bi mogoče zaključil zdajle, da se mi zdi, da je dobro vstopiti v branje Svetega pisma, še posebej, če smo odrasli, pa mogoče malo bolj izkušeni, ali pa tudi ne, če začnemo z modrostnimi knjigami. Ker potem bomo ugotovili, da je praktično celo Sveto pismo modrostna knjiga. Ko beremo Genezo, ko beremo vse druge Mojzesove knjige, vse nam lahko služi kot modrostna literatura. Namreč tako je tudi zaključi poglavje pregovorov, kjer je tale naš, kako mu je ime že, Lamuel,
predstavnik tistega, ki se uči pregovorov, ampak v kontekstu Svetega pisma. Hvala za vašo pozornost. Zdaj pa... Ja, hvala vam za predavanje. Zdaj je še čas za vprašanje. Imamo vsaj gotovo slabe pol ure. Iz izkušenj boljš, da če imate vprašanje, da čim prej vprašate, ker na koncu se ponavadi vprašanja zgostijo in moramo na eni točki tudi končati. Tako da, če ima kdo vprašanje, nekaj vpraša. Za vprašanje vam bomo prinesli mikrofonče. Mislim, da slišite. Prorok Jona. Prorok Jona je dejanski prorok ali bi rekla, da je tudi nekako modrostno? Je tudi simulacija, tako kot je Job, simulacija, tako je tudi Jona. In ja, lahko bi rekel, da je modrostna knjiga in sicer se ukvarja s tem, zakaj bi bil Bog dober, če so ljudje slabi. Mogoče ta vidik nismo vzpostavili do zdaj, ampak ne prenesem tega, da se slabi ljudje spreobrnejo, ker ljudje, ki nismo mi, ne morejo biti dobri. Še posebej, če so iz Ninive so pa recimo sovražnik Izraela, torej ne morejo biti dobri. In ta knjiga postavi na glavo tudi to takšno trditev, se pravi, da drugi nikoli ne more biti toliko dobri kot mi. In kot vemo, kaj se zgodi. Jona je poslan v Ninive, tam mora povedati, da bo Bog jih uničil Ninive, če se oni ne bodo spreobrnili in njemu je to odvratno. Pa zbeži na drugo stran. Ni šans, da bom to jaz naredil. To je, ko bi šel Mission Impossible na nek način se mu je to zdel, ampak to ni toliko problem, kot pa je bil problem to, da so to ljudje, ki nimajo, za katere je boljš, da umrejo. Ne? Torej, potem veste, ta, bi rekel, potovanje z ribo na drug konec in riba ga izpljune in tako naprej. Vse te nemogoče stvari se zgodijo, ker Bog bi vse naredil, da bi zaščitil ljudi, ne glede na to, kdo in kaj so in kakšni so. Ne, zato so te neverjetne zgodbe z ribo in tako naprej tukaj dane. Bog se bo potrudil za vsakega človeka. Ta je zelo močna knjiga Jona. In potem Jona pride v Ninive, tam hitro oznani in gre in čaka, kdaj bo Bog uničil Ninive. In potem se to ne zgodi. Je pa tista rožica, pod katero sedi, se posuši in potem znori in reče, toliko sem žalosten, da bi kar umrl. Da bi umrl. Ne? Potem reče, Jona, ti si jeziš zaradi tega, ker je ta roža umrla. Jaz pa ne bi bil žalosten zaradi tega, ker je v tem mestu toliko veliko ljudi in otrok in živali. Ne, tako se konča ta knjiga z vprašanjem. In jasno, človek, ki bere to knjigo, mora biti dovolj moder, da reče, ja pa res, se to so ljudje, pa se to so živali in tako naprej. In to ni emocionalna stvar, to je božanska stvar. Ne moreš z jezo iti. No, ja, hvala za to vprašanje, zato ker jaz vedno sem smatral Jonovo knjigo kot modrostno knjigo. Prav dobesedno modrostno. Jaz bi šel nazaj k temu pridigarju. Torej sem prav razumel, tisti, ki je to zapisoval, je končal nekako na en svoj način. Ne? Ja. A je to bila navada za Jude v teh časih ali se je dejansko on bal, da bi lahko ljudje to čisto narobe razumeli? Tukaj so različni pristopi do tega, ampak jaz mislim, da je on je zbral to knjigo, če je napisal Salomon ali ne vemo, ampak v glavnem on je vsekakor ta tekst skompiliral na nek način. Lahko, da ga je on sam napisal, ne? Ampak hkrati je šel skozi eno samocenzuro in na koncu dal nek boljši zaključek. Ne? Tudi to je možno. Ja.
Ampak že tudi se pridigra že sam, ne, ko ima tiste nagovore, že sam tudi reče to isto stvar. Ne. Jej, pi in se veseli števila svojih dni, boj pa se Boga, sin, ker boš dajal odgovor Bogu. To je že prej tudi obstaja, tako da je na nek način ponovil to pozitivno stvar na koncu. Še kakšno vprašanje na tej točki? Ja, mene v tej Jobovi knjigi mi je čuden ta detajl. Na začetku so 3 prijatelji, ki se pogovarjajo z Jonom. Potem pa uleti ena 4. oseba, nek mladenič. In nikoli nisem čisto razumel, kaj je njegova vloga. Vem, da kritizira njegove prijatelje, zgleda, da ima prav, ampak nima prav. Kaj je, če lahko mehen to? Ja, to se pravi, Job je v nekem smislu začel obupavati in je rekel, vem, da bo prišel nekdo, ki me bo upravičil. Ne? In potem pride ta mladenič in ne pove praktično nič novega. In pač od človeka ne bo prišlo, ne pričakovati od človeka, da bo prišlo odgovor na eksistencialno vprašanje, posebej trpljenja in vsega tega. Ne bo prišlo od človeka. Zato potem reče, dost imam in prikliče Boga. Ne? Jaz mislim, da je ta funkcija tega Elifaza. Ja. Meni pa tukaj prihaja eno vprašanje in sicer bi rekel, da recimo te starozavezne knjige govorijo zelo o tem, kako človek pada in kako ga Bog rešuje. In potem je Jezus kot tak, ki nas končno pride rešiti. Zdi se mi pa, ali pa tak občutek dobivam, da modrostne knjige pa zelo obračajo v človeka. Kaj pa človek lahko dela? To se pravi, kako mi lahko uredimo življenje. Glede na modrostne knjige. In vprašanje je, kje je tukaj zdaj odnos med človekom in Bogom? Kje je zdaj to, koliko mi lahko naredimo kot ljudje? In kaj tukaj zdaj Bog doda oziroma to? Ja, tukaj, jaz mislim, da tako pri Jobu kot pri pregovorih in tudi Pridigarju še zmeri velja tisto, da strah Božji in pa in pa, kaj smo rekli že, učenje modrosti in pa še ena stvar je. Prosim? Zapovedi, seveda, zapovedi zelo pomembno. Se pravi, to je tisto, kar človeka presega. Se pravi, človek sam po sebi itak ne more narediti nekaj takega, da bi našel v sebi izpopolnitev ali pa z neko tehniko, tehnologijo, versko prakso, da bi prišel do potešitve ali kaj podobnega. Ampak, da spoštuje te norme, ki smo jih zdaj rekli, se uči zaupati Bogu v preizkušnji, pa tudi v dobrem. To je mogoče, človekova naloga je to tukaj. Mogoče je tukaj ni izpostavljeno, Jezus vendarle izpostavi nekaj drugega, izpostavi ljubezen kot glavno vodilo, bolj kot izpolnjevanje zapovedi ali pa bolj kot recimo modrost je pravzaprav ljubiti. Tako da pod tem vidikom je tukaj Jezus veliki rabi, ki popolnoma, bi rekel, v novo luč prenese tudi judovstvu. Tako da, ja, tukaj pa seveda Jezus kot modrostni učitelj je nekaj, o čemer se zdaj nismo pogovarjali, ampak vsekakor je modrostni učitelj. S tem, da obrne stvari drugače. Tudi se nekako, se vemo, ko se s farizeji nekako prička, oni še zmeraj iščejo tehnologijo, kako biti Bogu zvesti in tako naprej. Mogoče, ali je to pravično ali ne, ampak evangeliji tako pišejo, so iskali predvsem izpolnjevanje zapovedi kot odnos do vsega. Tudi Jezus, samo zapovedi ljubezen prva, tako da ne zametuje postave, kot je rekel.
No, mene pa zanima, če mogoče veste, kakšen je odnos teh modrostnih knjig do sanj. Kaj so sanje? Se mi zdi, da je bilo nekaj pri Jobu omenjeno. Ja. Je to dojemano kot kot nekaj, kar prihaja od Boga, ali nekaj čisto, kar je naključno? Ja, fajn. Ker to se pojavlja v Jobu in to se pojavlja v Sirahu, recimo. Slučajno je to moja tema sanje v Svetem pismu, tako bi rekel, tista moja teza je bila na tem področju, tako da malo vem. Pa seveda v Danielova knjiga, ne, ki je sicer kot preroška, apokaliptična, ampak tudi je modrostna. Še posebej, če ta pristop k Svetemu pismu vzamemo kot strani modrosti. Ne? Ampak lahko ta citat, ki sem ga prej prebral, Elifas, ne, ki zdaj s pomočjo tega, da je to preko sanj on doživel, ne, argumentira, da je to od Boga. In to je recimo en vidik, ki pa ni najboljši, ne, ker je tukaj, ali je to res v sanju ali ni sanju, ne vemo. Ne. Obstaja v 5. Mojzesovi knjigi, če nekdo ima vizije, sanje in tako naprej in z njimi operira, pa se ne izkažejo, ne, tak mora umreti. To je pač tista stvar, ne, v stari zavezi, pač to hitro rešitev so našli na ta način. Med drugim tudi Jeremija se razburja nad krivimi preroki, ki sanjajo in zavajajo ljudmi, da so imeli sanje in vizije in ne vem kaj reče. To je grozno, ne, to se pravi. Zelo veliko opozorilo je pred tem v stari zavezi, da ne se zanašati na vizije in na sanje. To je večina teh stvari so fake in manipulacija. Razen seveda, če so to božje sanje. Imamo sanje božje, ki so, zdaj, kako vedeti, ne, to so pa ponavadi velike sanje. Ne. To niso ene majhne sanje, ki so bile, ampak so velike sanje, recimo zaveza med Abrahamom in pa med Jahvejem, ne, v globokem spancu, tisto, kar je rekel živali, pa to, pa je potem šel lonc čez, ne. To je Abraham v sanjah doživel. Druge sanje, zelo močne, ne, ki so se izkazali, da so resnične takrat, tako so jih dojeli, so bile sanje Jakoba. Če se spomnite, tiste Betel, ne, se pravi, ker je on zaspal na tiste kamno in ga potem mazilil, ne, to je Betel, oziroma tam je potem tempelj zrastel, to je nekak legenda, kako je, zakaj je tam. In potem je videl to lesto, kjer angeli plezajo gor in dol. Drugače pa iz modrostnih knjig bom pa zdaj najdel, samo da upam, da bom najdel čim hitreje. Samo malo. Modrost, Sirah. Samo malo, mislim, da je tam nekaj okrog 25. Pa 24. V glavnem Sirah ne pove nič dobrega v sanjah. Samo malo, ne bom zdaj najdel, se upravičujem. Eno celo poglavje je namenjen sanjam in nima nekaj dobrega. Predvsem verjetno so ljudje takrat šli k raznim sanjskim tem seansam, ne, in iskali neki odgovor preko vizij in sanj. Ne. In Sirah reče, ne tega delati, škoda časa za te stvari, vi se posvetite se bolj realističnim stvarem v življenju. Tako da, v glavnem, to recimo iz modrostnih knjig. Sicer, če gledamo pa sanje, potem v Novi zavezi so nekako dobijo spet novo veljavo. Med drugim, seveda, Matejev evangelij se začne s sanjami, ne? Jožefovimi in tako naprej. Tako da, to so spet take arhetipske sanje, ki nekako argumentirajo, da je
to, kar je bilo, je res. Ne. Sprav ta, ja. Ne vem, a sem odgovoril? Ja, Okej. hvala. Vse je kompleksno vprašanje. Kaj še spredje eno? Jaz bi malo napeljal pogovor o teh protislovjih, ki so v zadju v teh knjigah. Recimo, ko imamo na začetku te pregovore in pa se zdi, da pride pridigar, pa vse na glavo obrne, tako, kar je bilo prej res, zdaj več ni res in tako naprej. In meni se zdi, da to malo nasprotuje praktičnosti, kot smo jo na začetku omenjali. Torej, če ti nekdo reče, to je res, tako delaj, in pa ti drug reče, ne, to ni tako res, drugače moraš delati, ali pa še celo čisto obratno, potem je težko potem kaj zares narediti. Kako se s tem, kaj je vaš odgovor na to? Ja, nekako tudi knjiga pregovorov ima v sebi to varovalko, ne, to se pravi, v glavnem, če boš dobro delal, boš dobro skozi prišel. Ne, to ne pomeni, če boš delal dobro, boš dober. A ne? Ni res, nažalost ni res, ampak v glavnem pa recimo piše, če boš otroka vzgajal dobro, a ne, bo potem na tisti poti vztrajal. Če bo, ne, to se pravi, zdaj, to pomeni, da treba se truditi, ne, ampak ni pa zagotovila, ni to taka kupoprodajna, ne velja na ta način. Pregovori niso, tudi, ne, to je treba vedeti, to niso orakli ali pa božji izreki, to je človeška modrost, ne, v tem smislu. To sami pregovori govorijo o sebi na ta način. Da so to človeški, recimo mama je to povedala ali pa, ne, ja. A sem odgovoril? Bom še sam malo razmišljal. Ok. To je to. Ravno to je modrost, ok. Ja, mislim, za me glavna poanta modrostnih knjig, ali se mi zdi to glavno vprašanje, o čem se vse to ukvarja, je vprašanje kontrola. Človek želi ene odgovore, želi eno znanje, ne, zato ga to damo v kontrolo. Ampak to se ne da. Da življenje nimamo mi kontrolo nad življenjem, ampak samo sprejemamo življenje. In to je naša odločitev, ali sprejmemo ali ne, drugo pa ni v naši kontroli. Jaz mislim, da je nekako, to je poanta skozi vse te knjige. Če iščemo odgovor, ne bo se dalo. Trpljenje je eno veliko vprašanje, ki je v našem življenju in iščemo odgovor, zakaj se je to zgodilo, zakaj je to tako, iščemo da imamo kontrolo nad tem, ampak ne dobimo tega, ampak nekako prepustimo se Bogu. To je modrost. Jaz bi rekel, da se strinjam s tabo do določene mere, ampak ko beremo to modrostno literaturo, moramo brati vse skupaj. Ni zdaj ena knjiga, ki ima vse odgovore, ta druga pa, ampak parcialno. Tudi Job odgovori nekaj, recimo Job pride do tega, treba je sprejeti to, kar je in biti zvest Bogu. To nekako. Pridigar je to, kar je, sprejmeš in uživaš ta trenutek to, kar je. Pregovori imajo pa tisto pozitivno lastnost, vendarle se treba za dobro truditi in ni vse brez rezultatov. To se pravi, človek ima nekaj, pridigar se s tem ne bo strinjal preveč, ampak tako, mislim, da je treba je brati skupaj. Vse tri ali pa recimo 4 Siraha in tako naprej, modrost. Jona, tudi je treba brati recimo začetek prve Mojzesove knjige kot modrostno knjigo. To je, potem se odpre oči na različne načine, mislim stvari na različne načine še. Ok, še kakšno vprašanje? Še kdo bi to? Okay. No, ja, jaz imam pa vprašanje, ko smo lih prej govorili, o tem, ni tehnika,
zdaj človeško življenje, kako se bo tega prišlo, ampak hkrati imamo zdaj te modrostne knjige, ki na to nakazujejo. Pa že prej, ki ste že govorili o prvi Mojzisovi knjigi, pa vseh teh Mojzisovih knjigah, kjer imaš milijavžen zakonov, ki ne bi jih že Bog dal. In zdaj, zakaj se človek s temi stvarmi ubada, če izgleda, kot da je v tistih knjigah že Bog dal vsa navodila, kako živeti v odnosu z njim? Zato, ker ravno to, da se pravi, modrost je strahospoštovanje do Boga, ne? In s tem pomeni tudi sprejemanje njegovih zapovedi na podoben način. Zapovedi so drugače kot pregovori. Zapovedi so zapovedi, micvot, to se pravi, to delaj, ne? In to ne delaj in tako naprej. Dočim, ko pregovori so neko, bi rekel, orodje ali pa bi rekel zakladnica misli, izrekov, zgodb, poezije, ne, v kamor greš, zato da se z neko situacijo ukvarjaš. Kaj sem? Ne, mladenič, ne, zdaj tukaj, kaj boš delal ti, kako se boš uveljavljal v mestu, recimo. Pravi, ne se razlivati po mestu, kakor voda. Pej domov pa bod svojo ženo, ne. Pa se tam se nauči biti, uživati malo z njo in tako naprej, ne? Pa se grejta skupaj. Tako. Modrost, Biblija je taka, ki ni sramežljiva, ne? Kar se teh stvari tiče, govori čisto jasno, tudi o teh stvarih. Tako da, to hočem reči, da ne gre za zapoved, gre za zakladnico izrekov, s katere lahko pametni človek, moder človek se nekaj nauči. Ker je nemogoče, recimo, berite pregovore. Mislim, da ne boste čez knjigo prišli. Če boste pa prišli, pa čestitam. Ampak koliko se boste pa od tega zapomnili, pa mi povejte. Ni napisan tako, ne, kot učbenik za življenje, ampak je zbirka izrekov. Ja. Še kakšno vprašanje? Imamo še za 1 do 2 čas, tako da... Ja, v okviru Jobove knjige ste omenjali Leviatana. A bi lahko malo bolj razložili, kaj je mogoče pomen, pa kaj izvemo iz Svetega pisma o Leviatanu? Ja, to je to, kjer se nahaja. Ne? Leviatan potem je morska pošast. Ali pa bi rekel pošast kaosa, lahko tudi rečejo. Voda pomeni kaos, ne, v Svetem pismu, tako pošast pa pomeni tak najbolj negativen aspekt vode, se pravi uničujoč. Tako da tako obstaja kot nekakšen vodni zmaj ali neka taka mitološka figura, ki je poosebljen kaos na nek način. No, tako da. Ampak Bog pravi, to ni zlo. Ne? To ni nedobro, ne opredeli Leviatana kot zlo. To je obstoj, to je dejstvo. Ne? Se pravi, kaos, uničevalnost je del tega stvarstva. Upravlja Bog s stvarstvom tako, da ustvarja in uničuje na nek način. To je ta, bi rekel, neizmerna mreža vseh kauzalnosti. Ne? Tako, nekako. Hvala. Še zadnje vprašanje ima kdo? Morda? Če ne bi, potem jaz mogoče dal. Namreč spomnim se, da sem bral, da je morda, kako je že, da je Sirah, ne bi rekel primeren, ampak tako za enega mladeniča, recimo pridigar pa za, tako, če karikiram, za enega upokojenca. Ne? Kako je s tem, kako je s to razlago, ali je bolj cinizem? Jaz mislim, da je nekaj na tem. Ne? In jaz mislim, da je mogoče boljš brati pri vaših letih pregovore, kot pa pridigarja, čeprav slej, ko prej pridigar pride na vrsto, mislim, življenjske izkušnje, da so take in drugačne. Ne? Tako da dobro je zvedeti za te stvari že prej. Ampak se mi zdi, da recimo, ko je človek
Mlajši je dobro, da ima vizijo, da ima upje, da aspirira, da trenira, da študira in tako naprej, izkuša stvari. A ne, to se mi zdi, ker če jih ne bi, potem niti na koncu ne bi mogel reči, da je brez vez. Tako da, življenje je treba živeti. No, tako, recimo, Sirah, ne, njegovi pregovori so morda najbolj tako zanimivi, ker so prav napisani za mladeniče. Ti si predstavljaš to šolo, tehle Jošiva se reče, kamor so hodili fantje in so tam pisali. In so se učili pisati in so vseh teh stvareh debatirali. Tam so imeli najbrž enega starega modrega deca, ki jim je potem prav možgane s temi stvarmi. In v smislu dobrega, ne, da bi jih naredil, da bojo fejs ljudje, da bojo pravični ljudje. Ne, ker ideja človeka v stari zavezi, da je pravičen. To pa pomeni, da spoštuje Boga in ljudi in to bi rekel nerazumljivo stvarstvo, katerega del je sam. Pa seveda dober mora biti, ne, tudi mora imeti neko dobroto srčno. Jožef je konec koncev tisti Marijin mož, ne, Jezusov oče, ki je pravičen, pravični Jožef. Ja. Ok. Torej, hvala lepa. Ja, hvala.